Nogometaši Keti Emi Bistrice so v 26. krogu, to je zadnjem krogu 3. državne nogometne lige Vzhod, doma nepričakovano izgubili z ekipo iz Cirkulan. 2:1 je bil na koncu poraz Bistričanov, vendar Bistričani se veselijo nove sezone, kajti igrali bodo med drugoligaši. Nogometaši Keti Emi Bistrice so se od svojih navijačev in tretjeligaške konkurence poslovili s porazom. V zadnji tekmi prvenstva so iz 2:1 na domačem igrišču premagali nogometaši Cirkulan. Ti so za vodstvo zadeli že v 3. minuti, ko je v polno zadev Sven Golob. Po tem uvodnem šoku so domači napadli z vseh strani in nanizali kar nekaj priložnosti za izenačenje. Na odmor se je odšlo z minimalnim vodstvom gostujoče ekipe. Ko so vsi na stadionu pričakovali izenačenje, pa je ponovno udaril realizatorsko razpoloženi Sven Golob in drugič, in to v 68. minuti, premagal Dabanovića. Poraz domače ekipe je v 71. minuti omilil Bozgo, ki je minuto predtem stopil v igro. Polne tribune v športnem parku v Slovenski Bistrici so potrdile, da si Bistričani želijo gledati drugoligaški nogomet. Če je prav to dokaz privrženosti nogometu, potem se za obisk v višjem rangu tekmovanja ni za bati. Nogometaši iz mesta Aluminija so si sami v zadnjem krogu s porazom 2:1 proti neugodnim Cirkulanom res malo zagrenili veseljačenje, in to po zadnjem sodnikovem žvižgu med tretjeligaši. Visoko dvignjen pokal za prvo mesto jim je dal potrditev, da so sedaj, že v minuli sezoni, storili prav vse, tako kot so načrtovali, in to vsi, ki so v klubu imeli bilo kakšno zadolžitev. Na koncu je to uspeh kluba, v prvi vrsti samih igralcev in vodstva kluba na čelu s Stroko. Ja, glede na današnjo tekmo malo slabši, zato ker smo izgubili tekmo, ko smo si zelo želeli zmagati, ampak mislim, da bomo malo to prespali, oziroma moče čez 1,5 ure bo vse malo boljše. Čutki so fenomenalni, že tako po tekmi za šampionom, da smo imeli nekaj časa in všeč mi je, da se je zbralo toliko ljudi danes v Bistrici, kljub vremenu, kljub vsemu. Škoda, da jih nismo mogli nagraditi tega za zmago, ampak glavno, da je pokal tukaj. Ampak okej, če pogledamo skozi celotno sezono nazaj, kvalitetna sezona, res vrhunsko odigrane tekme. Bilo je nekaj padcev, ampak pomembno je, da smo se po teh padcih tudi uspešno pobrali, tada res zasluženo. Mislim, da smo letos zasluženo prvaki. Bilo je dosti vzponov, zdaj na koncu smo malo padli v formi, ampak na koncu smo, na začetku prvenstva smo toliko nadoknadili oziroma si naredili tako razliko, da smo lahko mirno šli vsako tekmo naprej. Bil je neki pritisk, ampak mislim, da smo to odigrali vseeno na naš najboljši način in želeli tudi danes zmagati, ampak žal ni šlo. Jaz mislim, da smo dobili 3. ligo čisto zasluženo, kljub temu, da smo spomladanski del odigrali malo slabše, ampak mislim, da smo tudi spomladi pokazali, da si prvaka zaslužimo. Ja, svaka čast vsem navijačem, da so prišli v takem številu. Čestitam bi tudi Atemsu, ki so nas v bistvu skozi celo sezono bodrili tudi takrat, ko je bilo najtežje, in da v bistvu nas nikoli niso zapustili. Skozi celotno sezono pa smo vseeno pokazali, da si zaslužimo drugo ligo in zasluženo naslednjo sezono gremo v drugo ligo. Veselje je nepopisno, saj vidite sami. Pa čeprav smo danes izgubili, to pri nas ne predstavlja nekega problema, ampak bi bilo seveda slajše, če bi Pred bistričkimi žogobrcarji je torej kratko vroče poletje, v katerem bo potrebno trdo trenirati ter se pripraviti, da bodo fantje izpod Pohorja čim dražje prodali svojo kožo med drugoligaši in izpolnili svoja pričakovanja. Ja, cilj je vsekakor zgornja lestvica, zgornji del lestvice, zgornja polovica. Upam, da bomo se primerno ukrepili in da tudi te cilje naslednje sezoni dosežemo. Ja, seveda so pričakovanja, da v drugi ligi da bomo konkurenčni in da bomo v bistvu ostali. Pričakovanja so, da napadamo prvo je obstoj, ampak jaz mislim, da kar visoka mesta, da imamo ekipo dobro, kvalitetno, tako da jaz mislim, da ni nobenega problema s tem.